da moram povedati, ker vsi so ful poudarjali mojega očija na talentih in bla bla, čeprav sem že tam to povedala, da pač ga ne cenim toliko, ker pač ni bil celo življenje z mano, ta del pač niso povedali. Tako da se mi zdi, da je fajn, da to povem, ker pač ful bolj cenim ljudi, ki so bili pa celo življenje z mano. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Hej Tamja. Hej. Povej mi kar za začetek, a začneš svoj dan s kavo? Ne, v bistvu jaz ne pijem kave, nikoli nisem pila. Ni mi tako dobra, ampak pijem pa energy drinke, to je moja taka razvada. Vsakič pred treningom ga ponavadi spijem, ker pomeni, da pač itak ful energije, ful lažje treniram, tako da to je moja taka razvada, ki je ponavadi od drugih kava. Ja, jaz vedno samo o kavih slišim, še nikoli mi ni noben rekel nič o energijskih napitkih. Ja, jaz pa direkt s tem obsedena. Kave pa res, po mojem sem glih enkrat v življenju pila, takrat, ko sem jo probala, pa ne več. Pa kaj ti okus ni dober ali kaj drugega? Ja, in okus mi ni dober, drugače ko vonj je ful fajn, pa tako, ko probaš, je pa kar grenka. Pa tudi jaz pač imam intoleranco na laktozo in ponavadi pač je kava z mlekom ful boljša. In če pa ne moreš z mlekom, se vem, da zdaj obstajajo tako ful različnih teh mlek, ki niso z laktozo, ampak vseeno pač mogoče ga, ki nima, pa to. Tako da pol se itak nisem navadila. Tako da ja, ne pijem kave. Mogoče kdaj v prihodnosti. Mogoče. Ja. Kaj pa vsi ti predsodki, da je to sama kemija, pa da je to sam sladk? Jaz pijem v bistvu brez cukra. Vem, da so pol tudi ta umetna sledila, pač veliko kemije. Ampak jaz imam tudi rada tiste energijske vode, ki so s kofeinom, ki pač ni to, ki imajo recimo še kakšne vitamine zraven, kakšne te prehranske dodatke. Tako da pač to je meni najljubše. Videli smo te na talentih, kjer si navdušila z vrtoglavimi akrobacijami, dih nam je zastal, ko si se spuščala iz svile dol, pristala tik nad tlemi. Koliko nevarne so te cirkuške discipline? V bistvu te cirkuške discipline so lahko ful nevarne, sploh če greš neskoncentriran delati kaj, ker pač ti moraš točno vedeti, kako se boš zavil na svili ali pa točno kaj boš naredil v zraku, da te bo pol pravilno odvil, da te bo pol ujel, ko se boš spustil, da si siguren. In če nisi skoncentriran, potem pač, da se narobe uviješ, pač pristaneš na tleh, ne na svili. Tako da to je treba biti zelo pozoren in jaz vem, da pač vedno sem, ker valjda se bojiš. Se zavedaš tudi, se zavedaš, se bojiš tudi, da boš padel. Tako da jaz vse, kar probam ta prvič, grem na manjšo višino in potem šele, ko sem res sigurna, grem pač visok. Tako da vse te elemente, ki sem jaz delala na talentih, sem bila v njih res sigurna in sem pač vedela, da mi bojo uspeli. Tako da zato pol ni bilo toliko nevarno, kakor je izgledalo zame. Ja, ampak je pa bolj kaj nevaren zgleda, bolj je zanimiv. To se pa strinjam, ja. Čeprav na Instagramu vidim, da ko vadiš imaš vedno debelo blazino pod sabo, ne? Ja. Da tudi če padeš, je padec malo blažen. Ja, v bistvu ta blazina se mi zdi, da je bolj tako za psihično podporo, ker jaz itak pač na treningu mi je ful fajn, ker lahko doskočim na njo pa to, ampak če bi pa prav padla iz tiste višine, 5 metrov, ne vem, koliko bi mi kaj pomagala. Tako da, je bolj za varnost. In pol, kad daš to blazino strani, tako v glavi se ti tako, ni več blazine. Aha, takoj. Ja, tako da zaradi tega imam pol to blazino skozi na treningih. In pol, kaj veš na blazini, da ti vse rata, ker pač to fulkrat z blazino ponoviš, šele takrat jo lahko daš stran, da si res siguren. Ampak verjetno je pa najbolj pomembna ta fizična pripravljenost. Ja, fizična pripravljenost je res ful pomembna, ker pač če ne moreš zdržati, če te roke ne držijo, kar se je meni enkrat zgodilo, da so mi popustile, bom pol o tem oglavnem, pač sam padeš dol in ne moreš nič takrat narediti, tako da pač zato moraš pa prej narediti.
Jaz v bistvu dam ful poudarka na tem, tudi ker pač treniram svoje učence, ker treniram sebe. Jaz recimo delam vsak dan 15 minut plenka, variacij plenka. Yeah. A ne v eno? Ne, pač v eno, ampak se vmes tudi na stran obračam. Aha, ok, različne. Ja, tako da pač stranski plenk je pol malo počitek in pa spet naprej. Počitek. ja, tako. Tako da to delam vsak dan, ker je tako dobro za stabilizacijo, tudi za recimo, ker jaz ful delam stvari za hrbet, pa tako. In pač, da malo stabiliziram hrbtenico in tako. Pol pa še seveda za trebušne, hrbtne, roke. Tudi vse. noge, ne? Tudi noge, ja, tudi noge. Vse moraš imeti, ker pač, če nimaš in če popusti to sred nastopa, pa sam padeš dol, tukaj ni druge. Tako da ja, to se mi zdi res pomembno. Kakšni tako mislijo, neka asociacija na cirkus, ja, se to pa ni šport. Ja, v bistvu je, ne? Ja. Ker pač moraš biti zelo pripravljen. Tako da, ja. Kaj pa se je zgodilo takrat, ko je popustila roka? Ja, takrat sem pa pač trenirala že ful časa in so me res že ful roke bolele in jaz sem pač taka, da ustrajam, dokler mi nek video ne bo všeč, bom jaz pač šla 100-krat to ponoviti, ne? In sem valjda šla že 21 čez nek element. In sem potem pač, ker sem hotela se gor dvigant, so mi sam roke tako popustile, sam dlani so se mi odprle, ker pač te mišice se tako navijajo, odratajo čist trde in popustile in sem sam dol letela. Vmes sem se probala še ujeti, kot da sem pol na blazino malo padla, ampak je bilo toliko grozno občutek, ker sem se kar zadrla, pač kot da padaš v nek prepad, ampak to je bilo edinkrat tako, da so mi res popustile roke, da se spomnim, da je bilo res toliko scary, pač prav strašno. Si se fejst ustrašila? Ja, ful sem se ustrašila. Ampak na koncu ni bilo nič. Ja, čist nič ni bilo. Pač sam tako, toliko sem se ustrašila, da zdaj pa res padam, kaj bom zdaj. Pa še posnetek sem imela od tega. Sam na posnetku sploh ni izgledal pa tako grozen. Bolj doživljanje. Ja, doživljanje tega. Pa potem si še izvajala ta trik, ali je bilo to bolj z rezervo? Ja, tisti trening ziher nisem več izvajala. Sploh trenirala, ne več? Ja, ne, takrat sem pol nehala trenirati, me kar šokirala, ampak drugače pa sem itak, da sem še izvajala tisti trik. Jaz sem tako, če mi nek trik ne uspe, če v nekem triku pač se nekaj zgodi, grem pa skoraj da takoj še enkrat, ker hočem premagati ta strah. Ker se mi zdi, da ta metoda je ful dobra. Mislim, fulkrat sem že s tem res premagala strah in pol nisem. Ja, če ga pa nisem šla pol še enkrat, ker mi ni uspel, pa sem se ga pa vedno bala, pa ga pol nisem hotela več. Tako da ponavadi ga grem skoraj takoj še enkrat. Ja. Pol si že spoznala, da je to v bistvu v redu način. Ja, dejansko. Ker itek je, če te je strah, si boš sam preklical, kaj se bo zgodil. Da bo šlo nekaj narobe, pač če te nekega elementa strah, boš cel čas razmišljal o tem in na koncu ti res ne bo ratu. Pač to si sam prekličeš, pa zato, ker toliko razmišljaš in pol dejansko se to zgodi. Kaj pa strah za višino? Ja, to je pa tudi ena taka stvar, ker tako se kakšnim zdi, da mene ni strah višine, ampak jaz, če stopam na rob prepada, tako pa lahko, da ni sploh toliko visok, meni se kar zvrti, pač meni se začnejo tako noge res tako, tako grozen strah pred višino. Sicer, ne bi pričakovala, ja, ne bi. Res. Sicer zdaj je že malo boljš, sem ugotovila, ampak ko sem na svili, tega sploh v bistvu ni, se počutim tako lahkotno, drugače, ne vem, čist tako, kot da mi je domače, ne počutim se, kot da sem na nekem prepadu, ne. Na kakšni višini pa je svila? 5 metrov, lahko je tudi višji. Sem si tudi že višji obesla, največ je bilo tako približno na 8 metrov. To je bilo na zadnjem nastopu in dejansko moram reči, da sem dobro prenesla, ni me bilo strah. Tako da sem ful vesela. Ja, tako si rekla, da se potrudiš premagati strah. Ja, v bistvu moraš sam sebe prepričati, da pač ne bo nič, da delaš pač iste stvari, čeprav jih delaš na manjši višini, pač ti vedno uspejo. In zakaj ne bi potem tega še na višji višini naredil? Ampak zasledila sem pa tudi, da si se enkrat obesila svilo na most in da si se spustila iz mostu na svili. Ja, to je bilo pa v Kranjski gori, zraven jezera Jasna. To je tako pač en most nad reko Pišnico.
In sem si potem šla, ker tam smo se mi pelali, slučajno enkrat. In jaz, wow, na ta most bi se pa res lahko obesila svilo. Jaz skozi to malo gledam, tako kje bi se lahko, ker sem tako bi rada kakšno adventurous, no, tako da bi adrenalinske take stvari so mi ful všeč. Tako da ja, tako skozi malo gledam in sem tam opazila, da je. No in naslednji sva šla s fantom tja na počitnice in seveda sem jaz takoj svilo sabo vzela, sva jo tam lepo obesila. Je on še fotoaparat prinesel s sabo, tako da ja, pa sem tam malo elemente oddelala, malo probavala in tam je tudi bilo približno 8 metrov. Je bilo ful visok, pa brez blazine, kar je bilo scary, pa še pozabila sem s sabo vzeti neko stvar, ki jo imam za oprijem. To je pa taka smola, kolofoni se reče, je drugače ful smešen, na kolinah prašičem dlake pult. Pač to je taka smola, ki si daš kot prahje in potem se ti stopi na rokah in postane taka limasta. Zato, da imaš ful boljši oprijem, ker recimo, če se obesiš na svilo, brez tega ti kratko malo zdrsi, pa pač opečete lahko. To bi mogli probati, ampak ja. No, in sem jaz to stvar pozabila, takrat sabo in še ful je bilo mrzlo in če je mrzlo, je pa še slabši oprijem in še brez blazine, ampak pač toliko sem hotela, da sem pol na koncu sem šla tja malo pač probavati in bilo super, ljudje so hodili okoli, so tako wow, tako sem naredila malo šov, tako da je bilo ful fajn. Pa si šla iz mostu tu gor na svilo ali stal? Ne, to sem šla pa iz talja. Sem videla spodaj, da ni spodaj reka, ampak da so tako kamenčki. In sem pa izkoristila, ker pač obesati je bilo ful lahko, nisem rabila nobene lojtre, ker sem sam šla iz mostu. Zavezala? Ja, zavezala lepo in potem sem šla dol tako po potki in spodaj lepo kamenčki. Sicer mi je tudi voda šla malo svila, pa je bila taka mokra. Ampak ja, tako je bilo lahko ful za obesati. Perfektna lokacija, bi se rekla. Tako da pa so ful lepe slikce nastale, posnetki. Super. Ja. Nekaj drugačnega. Ja, res, ja. Zig bom šla še tja. Pa še kaj novega. Ja, še obroč mogoče. Vse. Ja, obroč tudi, ne? Ni v bistvu sam svila. Ja, tudi na obroču sem ful rada. V bistvu, mislim, jaz imam na ful stvari bi rada. Recimo pač cirkuske stvari, svila, obroč sta mi privilegij, to ste pač prve stvari, ker se mi zdi, da tako, če delaš prave stvari naenkrat, se ne moreš na eno ful dobro skoncentrirati. Tako da jaz se ful dobro koncentriram na te dve. Potem pa še ostalo, tak trapez je v cirkusu, pa ni zdaj ki salte delaš, ampak pač ni ki se guga. Podobno kot obroč, sam da drugače. Sam da kot gugalenca je. Sam ni ki se guga, ampak je statičen trapez. Okay. Potem imamo vrv. Jaz tudi ful rada žongliram s kegli, z žogicami. Tudi take ravnotežne discipline me zanimajo, ker pač stojiš na taki veliki kugli ali pa na roliboli. Pol imamo tudi pač hula hupe, kaj tak iz ritmične gimnastike že znam malo. Imamo tudi potem itak akrobacije, to tudi ful rada delam, pač stoje držim, razne druge akrobacije, tudi v paru ali pa tako. Potem, kaj še, na drogu tudi rada delam, tudi rada plešem, rada plezam, vse. Vse, kar je gibanje. Vse bi rada, ja. Sam včasih mi kar malo časa zmanjka, moram priznati. Ja. Pa tudi otroke učiš, a ne? Ja, tudi otroke to učim. Kaj pa njih najraje? Mislim, ali najbolj? Njih najbolj učim zračne discipline, to je pač glih svila, obroč, trapez, vse to. Drugače pa tudi žonglirati sem jih učila, pač akrobatiko, hula hupe, vse te cirkuške stvari. Vse pomalam, no. Oni so itak, toliko so radi v cirkusu, pač toliko je dobro z njimi delati, da pol ker pozabiš, da si v službi. To je pa najboljše. Ja, res. Ko smo ravno pri cirkusu, v bistvu si na Talentih rekla, da bi rada razširila poznavanje cirkusa, da bi ljudje poznali to, ne? Da bi se malo razširili v Sloveniji. Koliko pa misliš, da Slovenci gledamo na cirkus? Kot na nočni klub. Ja, dejansko vsakmu, ki rečem, da grem v cirkus, tako
a prav tam treniraš. So tako, no, ne v nočnem klubu, ampak v cirkusu. In potem, ko povem, da imamo mi cirkus prav z vsemi cirkuškimi disciplinami, pa to, a to je v Sloveniji, kje pa je to? Ja, v Ljubljani. Kaj je to, je v Ljubljani, na Kodeljevem? Ja. Tako da ja, zelo malih pozna. Tudi tako ful sem ugotovila, da ljudje na cirkus gledajo negativno velikrat, ker jim je tako pač nek, ne vem, kot klovn ali pa kaj ta cirkus zganjaš. Na tak način posmehljivo, ja, to je tako čudaško ali pa ne vsi, ne bom zdaj pač govorila vsi, ampak ja, veliko tako sem že zasledila, da tako gledajo, ker cirkusant, kva je to, a ne? Ja. Pač ne vejo pa, da se za tem tako skriva ful veliko stvari, a ne? Če si cirkusant, si bi se tudi pač zelo dobro pripravljen športnik v bistvu. Ponavadi v cirkus, recimo ta najbolj znane cirkuse vstopajo tisti olimpijski športniki, ki so pač, ne vem, prej trenirali, ne vem, sinhrono plavanje ali pa drsanje ali pa grejo pol v to. Gimnastiko in grejo pol v to, zaradi tega, ker pač pol lahko sam nadgradijo to znanje, ker morajo ga nadgraditi, ker cirkus je še več od teh profesionalnih športov, a ne? Ker pač delaš stvari, ki v bistvu izgledajo nemogoče. To moraš delati v cirkusu, zato da pritegneš pozornost ljudi, da izgleda čim bolj nevarno. In pač glih to je fora cirkusa. In v bistvu moraš biti res dobro pripravljen, da pač se ti pri tem ne poškoduješ ali pa celo ubiješ, a ne? Ker pač so res take stvari tvegane, ker to pač najbolj pritegne pozornost. Ja, itak. Ja. Tako da se mi zdi, da Slovenci zaenkrat, če nimajo tazga pogleda na cirkus, da je to, da moraš za to res ful delati, trenirati, da je toliko cirkuških disciplin, pač ful ga poenostavijo v bistvu. Ja, ampak se mi zdi pa, da zdaj, ko sem šla na talente, da veliko več ljudi pozna to in da mogoče se malo spremenila ta pogled. To si hodila tudi doseči, ne? To sem hodila tudi doseči, ja. To je super, ja. Ja. Pa gledaš na cirkus kot sam človeške akrobacije ali tudi ti je všeč živali v cirkusu? V bistvu, ja, se je hudo videti živali v cirkusu, kaj delajo, vse pa to, ampak pa ko vidiš, kaj vse je v ozadju tega, koliko pač morajo živali v bistvu pretrpeti, si ti pa kratko malo zagražati, tako da v bistvu sem za to, da so ukinili v Sloveniji, da ni več živalskih cirkusov. In tako pač ljudje se lahko potrudimo za to, ker žival pač nima besede pri tem, hoče to ali noče. Ja. Mi pa imamo in pač dejansko lahko delamo na tem. Tako da ja, to živalsko mogoče dobro izgleda, sam jaz ga ne podpiram glih. Ja. Mi je boljš, da mi pokažemo to, kar znamo, da se mi naučimo itek pol gledaš, ko wow, kaj se dejansko lahko naredi z človeškim telesom. Da, ja. Kaj pa je tvoja vizija? Kaj bi naredila v Sloveniji, če bi imela neomejena sredstva? Ja, jaz bi probala narediti neko profesionalno cirkuško predstavo. Torej, tako, ko vidimo recimo v tujini, kjer imajo, ne vem, ogromne bazene, pa not pač cirkusante, ki delajo različne stvari, pa pride tako iz vode ven neka konstrukcija, jih dvigne v zrak. Ja, no, kakšne take stvari, to bi z veseljem in bi naredila neko profesionalno cirkuško predstavo, tudi v Sloveniji. In bi lahko tudi pač tem pol potovali po svetu. Pač rada bi, da Slovenija na cirkuškem področju rada konkurentna tudi drugim državam, ker zaenkrat pač se mi zdi, da nismo še. Ampak bi pa rada pač svoje učence čim bolj spravila v to. Zdaj imamo glih, tako recimo, da skoraj prvo tako cirkuško produkcijo v našem cirkusu, to soboto je premiera. Sicer zdaj je še zaprta za ostale gledalce, zdaj so samo tisti, ki pač so povabljeni, ker ni toliko prostora, ampak pa bo itek ponovitve, tako da imate v planu? Ja, to pa nastopajo naši učenci in tudi trenerji nastopamo. Tako da tudi super. Ja, tako da bo ful fajn. Katere države pa so drugače tako vodilne v teh cirkusih? Se mi zdi, da Italija, v bistvu jaz nisem toliko, pač poznam bolj te
Cirque du Soleil, ne vem, če sem prav izgovorila. Ampak, ja, pač ne vem, kje države, jaz bolj tako po cirkusih poznam. Tako da ja, spremljam jih skozi. Pol tudi jaz, itak jaz vedno sem se iz videa učila, ne. In potem jaz nisem imela glih trenerja za to. Kar me v bistvu žalosti, bi rada tudi šla v kakšno drugo državo to se naučiti, pa prenesti v Slovenijo. Ampak ja, pač tako, ko pa gledam po videih, dejansko sem se že veliko od njih naučila, tako da mi je ful fajn. No. Obstajajo torej prav tak korak za korakom? Ne? Se kar tako nauči. Pač jaz se, ko probam pa razvozljati iz tistih videov, kar je sicer pač vzame čas, trud, ne? Ampak sem dejansko daleč prišla s tem, no, moram reči. Tako da v bistvu sam z opazovanjem si se naučila vseh teh, ko smo prej govorila, da so točno določeni prijemi, kako se uvije, vse to iz videa. Ja, kar je še bolj scary, ne? To moraš pa res iti na manjšo višino, da pol probaš. Pa tudi ne veš, te zračne discipline so ful boleče, ker svila te stisne, ker pač narediš nek drop, recimo te stisne. Da te zaustavi, ne? Ja, obroč je pa trd, ker je železa. In je pač oboje ful boleče. Tako da ti, ko greš neki noga probat, ne veš, kako boleče bo. In če je ful boleče, si sem tako, ampak ne moreš iti dol, ne moreš nič, sam pač, ja. Tako da se mi zdi, da vsi, ki delamo to, moramo biti res tako odporni na bolečino, oziroma pač jo dober prenesti. Ja, trdoživi. Ja. Zdaj, korak bližje temu, da pa cirkuška disciplina vpelješ v Slovenijo, je pa tudi s temi novimi predstavami v restavraciji ne bo. Kako si pa prišla do tega? Do tega sem prišla tako, da me je moja prijateljica Tjaša Skubic klicala, da bo ona zdaj dobila neke nove nastope v restavraciji, ker pač se nova odpira. In da pač se vpraša, če pozna še koga, ki dela na zračnem obroču. In se je spomnila name. Tako da to sem res ful hvaležna. In to je bilo že preden so se predvajali talenti. Ja. No, in potem pač jaz sem bila itak smo šli na sestank in smo se zmenili, da nastopava 2 petka v mesecu. Tako da do zdaj sva res vsak mesec 2 petka. In se je izkazalo za ful dober. Publika je ful fajn, ful je dobro vzdušje. V bistvu je tako res dober, ker oni pridejo na večerjo in mi ob tej večeri ponudimo še nekaj več. Neko doživetje, ja, v bistvu. In to pač ful od blizu. Jaz se moram priznati, da res ni veliko placa tam, kjer delam. Tudi ljudje me sprašujejo, noš ti koga brcem na tem? Pač ful pazem, ker se tam vrtim, ful gledam tako okoli sebe. Pa tudi strop ni neki ful visok, jaz bi tak, meni je ful fajn, da je ful višji strop, ker pa lahko veliko stvari delaš, pa na svili bi bila lahko tudi. Zdaj si na obroču. Ja, ampak sem si tudi svilo prinesla. Tako da zdaj sem si sestavila tak nastop na ful nizki višini in dejansko je ljudem všeč, tako da po mojem še bolj od obroča. Ja. Tako da, ja, mi je ful fajn tam. In odzivi so očitno super. Odzivi so ful fajn, tako da sem res vesela, da sem tam dobila. Veliko ljudi je pa pritegnilo, da imaš v bistvu korenine v Boliviji. Tvoja mama je torej Slovenka, oče pa Bolivec. Ja, res je. Moja mami je Slovenka, tudi tako po videzu si nič nisva podobna, ker ona je blond, pa kako bi rekla, svetle polti. Medtem, ko pač oče je pa Native American Indians in je pač, ja, temnejši, tako da v bistvu sem bolj njemu podobna, no. Tako da, ja, ena zanimivost je tudi, da jaz nisem sam Tamja še me, ampak da imam v bistvu 2 imena in 2 prinka, ker pač enega mi je dal oči, enega mami, oboje, tako da jaz sem v bistvu Tamja Dulce, to sta imena, Vilka še me. Ja. Pa ima to kakšen pomen? Ja, Tamja v nekem indijanskem jeziku pomeni dež in to ime mi je dala mami, ker ona tudi v bistvu tekoče govori špansko, pa tudi pač neke indijanske jezike se je učila, ko je bila z mojim očetom. Dulce pa pomeni po špansko sladko oziroma sladkarija. Tako da, ja. Zanimiva kombinacija. Ja, zanimiva kombinacija. Prink je pa Vilka od očeta, še me pa od mami. Tako da pa smešno, ker se prink napiše V-I-L-L-C-A in pa vsi preberejo Vilca. Vilca, ja. In sem pol Vilca povsod.
Da, ja. Zato se pa verjetno tudi predstavljaš kot Tamija Šeme. Res je, ja. Je veliko lažji, ker pač itek prvo kot prvo fulman dela za tiste, ki mora to napisati. Ja. Ker se pač tudi ne napiše tako, kot se izgovori. Pa tudi zame veliko manj dela pri razlaganju. Tako da, ja. Kaj pa, kdaj dobiš kakšne opaske glede na videz? Ja, seveda, dobim tudi veliko opazkov. Ja, ti si pa ful temnejša, iz kje pa si, tako, ti pa nisi iz Slovenije. Tako da, ja, že velikokrat sem že dosti navajena tega, tudi me v bistvu ne moti, ker se mi zdi pač, ja, iskreno pač pove, da nekdo pač je opazil razliko, pa tudi se mi zdi, da jaz sem ponosna na to, da sem posebna, da sem malo drugačna. Tak eksotičen videz, ne? Ja, pač meni je to všeč, tako da v bistvu me res ne moti, če me kdo tudi to vpraša. Meni je tudi to všeč. Ja, ne rabimo biti vsi enaki. Ja, res je. Tako, fajn je, da si nek poseben, da izstopaš, da v bistvu se ti ljudje zapomnejo. A misliš, da je bila to mogoče tvoja prednost tudi na talentih? Čist možno, ja. Upam, ne vem. Pa upam, da bo še v prihodnosti kdaj. Ja, ja. Da bo to pritegnil, ne? Ja, res je. Kako se pa ti pol sporazumevaš? Znaš špansko? Ja, znam špansko, ampak ne zdaj ful dobro. Učila sem se šele v gimnaziji, pač 4 leta. In v bistvu pač, če se sporazumevam z očetom, se sporazumevam v španščini. Ampak če se sploh sporazumevava, ker se zelo malo. O tem si veliko govorila zdaj, ko si bila na talentih. Res je. Torej, kak je vajen odnos? Ja, v bistvu bolj tako po Facebooku mi napiše za rojstni dan ali pa za, ne vem, Božič. Pa pač zdaj po talentih me je klical. Sicer ne maram, rajš imam ljudi, ki so me pač celo življenje podpirali, pa ne šele zdaj, ko sem pač uspešna. On tudi pač nikoli ni bil, v bistvu do 2. leta smo živeli skupaj, potem sta šla pa z mami narazen. To je tudi dolga zgodba, to pa zaenkrat drugič prehranimo, kot v neki telenoveli, ampak ja. A potem si od 2. leta v Sloveniji? Ne, jaz sem že skozi nisem sploh še bila v Boliviji. A, res? Ja, ker pač mi nimamo nekih stikov, pa ne zato, ker jih ne bi hotela, ne vem, tudi on ne pokaže neki ful interesa. On v bistvu nikoli ni sploh preživnine plačeval, ker v Boliviji ni tega zakona, da rabi, ga v bistvu sploh ne bi mogel pač za to. Ja. Tako da se mi zdi, da nikoli ni neki preveč truda vložil zame, kar je dosti žalostno v bistvu. Niti za mojega brata, ker pač sva 2. In pač tudi tako recimo imam pa pol sestre iz Avstrije, 3 pol sestre, pa 3 pol brate drugače tudi. Velika družina. Ja. Recimo za njih je ful več truda izkazoval kot za naju in se mi zdi pa malo nepošteno, da je vso stvar dal na mami, da je v bistvu ona mogla pač ne vse preživeti, sicer nama nikoli ni nič manjkalo, ampak vsem tako ni tako, da bi ga ful spoštovala pa da bi ga ful pogrešala, ker pač mi ni toliko v redu oseba glede na to, da ga pač ni bilo v mojem življenju. Pač nikoli. Kako pa to, da si se odločila tako iskreno govoriti o tem? Zdaj, ker se mi zdi to taka stvar, pač, da moram povedati, ker vsi so ful poudarjali mojega očija na talentih in bla, bla, čeprav sem že tam to povedala, da pač ga ne cenim toliko, ker pač ni bil celo življenje z mano, ta del pač niso povedali. Tako da ja, se mi zdi, da je fajn, da to povem, ker pač ful bolj cenim ljudi, ki so bili pa celo življenje z mano. Imam tudi oči, ima že pač več kot 20 let. In pač se mi zdi, da drugi ljudje so bili z mano veliko bolj kot on. On mi je bolj kot nek neznanc. Tako da je pa res, da mi po talentih klical, to pa je res. In kaj je rekel? Ja, pohvalil me je, bil je vesel, ponosen. Ampak ja. Vseeno mu je bilo lepo verjetno gledati na televiziji. Ja, valjda. Je bil ponosen, kaj je ustvaril. Čeprav ni glih on od celo življenje za to delo in bil zraven. Ja, razumem, da si pa v bistvu hotela bolj razložiti to situacijo, mogoče dati več, kako bi rekla, zaslug svoji mami in očimu, ki sta bila otepne. Res, točno to.
več zaslug, ja, vsem drugim, kot njemu. Ampak oni so pa glih njemu dali največ zaslug. Ok, pa čisto razumem, Ja. iz kakega vidika si se odločila to. Tako je. Za konec te pa postavim pred taka kratka vprašanja. Boš mogla malo hitro razmišljati. Okay. Torej, kaj bi izbrala? Zdaj, jaz sem si že prej pripravila kava ali čaj, Čaj. ampak tema, ja, energijska pijača. Ne? Energijska pijača. Ok, petke ali teniske? Odvisno zakaj, ampak za normalen live teniske. Ampak se tudi Ampak rada tudi urediš. rada se uredim, sploh tam, ker v nebo restavraciji, ki nastopam, sem vedno potem v petkah. Če po grem nastopu. ven, sem ful rada v petkah, drugače pa vsak dan pa nosim seveda teniske. Tako da večino časa teniske. Kaj pa, če bi mogla zbrati med svilo pa obročem? Svila. Ja. Kaj pa med živo glasbo, torej v restavraciji nastopaš tudi ob živi glasbi, Ja. ali pa vnaprej posneta glasba? Živa glasba, ful dober. To mi je pa res ful dober feeling, ker se prav tako počutim, da smo eno, pa pač ko vse je neka umetnost, a ne? Ni zdaj, da se nekaj predvaja zadnji, ampak še nekdo zraven in pa še toliko več motivacije dobim in to se mi zdi res dobro. Ja, super, pa čist nek drug feeling. Ja, res, ja, čist drugo. Ful je boljši občutek. Kaj pa bi izbrala, takšno intimno nastopanje kot v restavraciji ali cirkus? Ta je pa težka. Ja. Ja, jaz imam ful rada publiko, pač ful rada nastopam, tako da mogoče cirkus. No. Oboje mi je drugače dobro. Rada imam več ljudi, kaj je, več aplavza, kaj je boljše tudi meni. Tako da cirkus. Super. Ja.